Torej, še danes ne morem preboleti tega, da ko smo to knjigo delali, enostavno ni bilo dovolj sredstev, da bi se oblikovala tudi likovni del te knjige, ker sem imela ogromno materijala za zelje in sem hotela vse to dati v knjigo. Ampak to enostavno ni šlo. Tako da je cel likovni material pač zunaj knjige, ga ni. In danes je pač moja prva priložnost, da o tem spregovorim. In z veseljem sem sprejela vabilo prav zaradi tega. Torej, France Peršin, govorila bom samo o tem ciklusu zelja, seveda, je na svojih slikah dal nekakšno podobo, ki se ne nanaša samo na to neverjetno likovno strukturo, vizualno strukturo zelja, ampak je dal tudi nek kontekst, neko možnost interpretacije, ki je po mojem predvsem socialna in politična. Prav to je bil moj interes, ko sem pisala knjigo o zelju, in ta političnost zelja, erotičnost zelja, ki je politična, in sploh zanimanje za zelje, ki je dalo ogromno metafor, posebej v evropski kulturi, ampak tudi v ameriški, je prav področje, v katerem sem delala. Torej, zakaj sem izbrala to temo zelje in vrtnica? Zaradi tega, ker je nekje v postbaročnem obdobju, ko so vrtnice postale izjemno popularne in so jih uvažali iz različnih zunajevropskih držav oziroma iz področij, in je vrtnica postala neka simbolna biljka, ki je bila izjemno popularna, predvsem v imenovanju in simbolizaciji dinastij, aristokratskih dinastij. Vidimo, kako bogata tradicija je vrtnice, ki je poslužila na eni strani kot rožica bogov in boginj, posebej seveda Afrodite, boginje ljubezni v antiki, in potem kot osnovni okras, osnovni luksuz, veliki luksuz v Rimu, in končno je doživela tudi srednjeveške interpretacije, verske interpretacije, in je na drugi strani v svetovnem krogu je ogromno pomenila kot simbol moči, lepote, povezanih skupaj, in seveda je pomenila tudi plemenitost. Zaradi tega imamo seveda tudi vojno rdeče in bele vrtnice v Angliji in druge aristokratske hiše, ki so prevzele vrtnico za svoj simbol. Ampak dajmo malce nazaj v antiko. Razen tega, da je bila Afroditina rožica in da je se uporabljala tudi v kultih, predvsem latice v velikih količinah, je v Rimu imela zelo poseben položaj. In to je, da je bila seveda na gozbah, na nekaterih gozbah popolnoma norih cesarjev, kot je bil Helogabal, so rožice puščali skozi od zgoraj na vse goste in so se tako rekoč kopali v vrtnicah. Kakorkoli že je vrtnica torej imela svojo zgodovino, in je tudi nastal rimski latinski rek, ki je izjemno zanimiv, pravi sub rosa. Ko nekomu hočete povedati nekaj, ampak s tem, da ne prenaša naprej. In to se nanaša seveda na situacijo ob gozbi. Ko sosedu pač poveste nekaj, kar je intimno, kar se mora hraniti kot skrivnost in tako naprej, in potem to, preden poveste skrivnost, poveste, da je sub rosa oziroma da se ne sme naprej širiti. Ta rek bi danes bil izjemno koristen, če bi se ga navadili. Bojim se, da je to zelo težko danes izpeljati. Torej, ta vrtnica je potem imela simbolni pomen v krščanstvu, v uradni, bi rekli, veri in njenih praksah, ampak na drugi strani je imela ogromen vpliv in izjemno pomembno mesto v mističnih praksah. Torej, alkemičnih praksah, praksah prerokovanja, vse tisto, kar je bilo izločeno iz cerkve, seveda, kar je bilo skrivnostno, kar je bilo magično, kar je bilo tudi nevarno, da imamo popolnoma jasne ideje o tem, ne? Torej, nevarnost tega
te interpretacije, metafizične interpretacije, neoplatonične interpretacije in drugih, je predvsem v strukturi same vrtnice. Filozofi so zmeraj oboževali strukture. In med mnogimi takšnimi primeri je Pajek, ki so ga antični filozofi oboževali zaradi krožne strukture. Ne zaradi geometrije, ampak zaradi močne krožne strukture. Torej, vrtnico so tudi oboževali zaradi strukture, zaradi tega izgleda, ki je centralen, ki je enak na vsako stran, ki je nekako ponuja se kot center nečesa, ne? In v tem smislu je vrtnica imela zelo bogato zgodovino. Torej, njeno soočanje z zeljem se je zgodilo, pravim, v postbaročnem obdobju. In to na kakšen način? Zelje ima svojo zgodovino, ki je popolnoma drugačna od zgodovine vrtnice, nič dostojnega, nič velikega, nasprotno. Antično zelje, kot ga poznamo, je pravzaprav izgledalo ne kot današnje bohotno, veliko okroglo zelje, ampak je izgledalo bolj kot današnji raštan. Primorci verjetno bolj poznajo to obliko zelja. To je visoka rastlina, ki ima relativno majhno glavo, kjer so listja. To je raštan, ki se danes ogromno uporablja še zmeraj ob jadranski obali od Istre do Črne gore in seveda na italijanski strani še kako. Torej, to je tudi, recimo spominja Cavolo Nero, italijanski, tudi spominja na to antično zelje, ki je bilo visoko. In je današnjo obliko, današnjo prevladajočo obliko, kar je ogromno oblik zelja, je dobilo zahvaljujoč vrtnarjem, italijanskim vrtnarjem, ki so res, vrtnarstvo je bilo umetnost v renesančni Italiji in tako se je preneslo tudi v Francijo, ker je bil pogoj francoske kuhinje, ki je danes tako visoko cenjena. Torej, zelje se res pojavi v tem obdobju in se pojavi v umetnosti tudi. To isto zelje se pojavi predvsem na slikah nizozemskih slikarjev, tihožitja, ki so imela izraziti socialni naboj, reveži, ki pripravljajo hrano v kuhinji. In na eni strani je ta hrana seveda luksuzna hrana, meso, divjad, mize, ki so postavljene za pripravo luksuznih tipov hrane, recimo morski sadež in tako naprej. In na drugi strani v glavnem ženske, ki sedijo v kuhinji in čistijo krompir in zelje. To je bila socialna situacija, ki je bila izrazita. Nizozemski slikarji so zelo insistirali tudi na tem aspektu svojih slik. Ta vsebina zelja je bila tako izrazita, da je obstajalo tudi verovanje, da če slučajno zasadite zelje med trtami, bo trta propadla. In Dionis, bog vina, je zgrožen, ko vidi zelje. Ga ne sme niti pogledati, to je tabu za njega. Tako da zelje ne gre med trte. Verjetno. No, vsekakor zelje je ta recimo dvoumna zadeva, ki iz boga Dionisa dela tudi pravzaprav izrazito biseksualne božanstvo, ker on se zelo rad obleče v ženske halje, tako nastopa tudi na sceni v atenskih komedijah, je predmet posmeha in je nekdo, ki ne mari preveč za možatost, sploh ne. Na drugi strani je zanimivo to, da je ta biseksualno zelje, to grško biseksualno zelje, ki ga poznamo tudi, kot ne bi verjeli, kot kontracepcijsko sredstvo, pa tudi kot dietalno sredstvo za preveč seksualnosti, ki je bila nevarna za demokracijo, ne pozabiti tega. In vsej tej ambivalentnosti zelja se zelje prelevi oziroma postane popularno tudi v Rimu. In v Rimu zelje postane simbol možatosti. Torej, prehrane, ki je enostavna, ki je, bi rekli, poštena, jasna, ki je pač adaptirana za moškega
imamo cel niz nasvetov velikih znanstvenikov in prevajalcev iz grščine. To je bila namreč ta generacija, ki se je spopadla z grščino in je začela prevajati. Katona starejšega, Varona, velikega gramatika tudi, ki pišejo o tem, da zelje pač pristaja rimskemu moškemu. Imamo tudi napis o tem, da je rimski vitez rojen v zelju in se na njem preživlja. Torej, popolnoma drugače kot v Grčiji. Zelje postane osnovna sestavina vseh zdravilnih žup, receptov, jedi. Torej, to je tisto, kar nam vrne moč. Torej, vidite, kako se hitro in kako se različno dojema zelje, kakšne možne variacije so tukaj. V srednjeveškem obdobju že spet imamo zelje kot skromno hrano, ampak na drugi strani imamo anekdote, denimo o tem, kako je hudič pač prevzel neko nuno in potem, ko so ga vrgli ven s postopkom eksorcizma, je rekel, kaj hočete, zagrizla v solato in me ugrizla za rep. Seveda rep ima dvojni pomen v tem primeru. Torej, obscenost zelja se je ohranila tudi v srednjeveškem obdobju. Ta anekdota o nuni, ki je ugrizla hudiča za rep, to dovolj jasno kaže. In na drugi strani seveda zelje še zmeraj je zdravilo, svetnice in svetniki ga priporočajo za dieto, za post, za vse možne priložnosti. Torej, zelje ostaja privilegirano tudi v verskem področju in enako v tistem, ki pa ni prav verski, ampak je bolj povezan z erotiko in z obscenostjo. Torej, taka dvojna vloga zelja in njegovo negovanje in razvoj zelja v Evropi v renesančnem obdobju kaže da je dvojna narava pravzaprav ohranjena. In ko se končno soočita zelje in vrtnica, ta dvojna narava pravzaprav izraža nekakšno, kot sem rekla, socialno in politično napetost v tem smislu, da zelje predstavlja spodnji, vulgarni svet, vsakdanji svet, vrtnica pa duhovni, erotični, višje politični in aristokratski svet. To soočenje se vidi na tem, denimo, da sta vrtnica, da je povezava vrtnice in zelja pravzaprav se pojavlja v humorju, v tistem spodnjem svetu. Nizozemski vrtnarji so razvili neko precej bohotno zelje in so ga imenovali zeljnata vrtnica. Cabbage rose v angleščini. Obstaja pesem, angleška pesem, verjetno iz 18. stoletja, ki so jo pesniki predelali, On cabbages and roses. In cabbage tukaj predstavlja vsakdanjo zgodovino, vrtnica pa tisto višjo zgodovino, kje so kralji in ostali. Torej, o vsakdanjem in o tistem visokem. In obenem se seveda ta aristokratska tradicija pojavlja tudi v 19. stoletju, ko aristokracija nima več pravega pomena, ker so mimo šle 2 ali 3 socialne revolucije in se pojavlja na tapetih. V vsakdanjem življenju ste lahko oblepili svojo sobo, svoje stanovanje, svojo hišo, če ste že hoteli, z tapeti, ki so se imenovali cabbages and roses. In ker pravzaprav vidite, kako sta te dve strukturi povezani. Vizualno sta skoraj enaki, ampak struktura je seveda drugačna. In tisto, kar je posebej zanimivo, ta drugačna struktura vrtnice in zelja v 19. stoletju, v obdobju kapitalizma in v obdobju izrazitega položaja, drugačnega položaja ljudi, ki delajo na zemlji, torej poljedelcev, se pojavi ta struktura kot značilni element nove interpretacije zelja. Govorimo tudi o začetku 20. stoletja, kjer imamo sliko Edvarda Munka, ki je danes v Nacionalni galeriji v Oslu. Jaz sem jo videla in je res impresivna.
Človek gledan iz tako rekoč žabje perspektive v polju z nogami narazen, tako da je nekako ukopan, trdno ukopan v zemljo in v obeh rokah ima glavico zelja. In ta njegov položaj je položaj upora. Nekoga, ki se zaveda svojega dela, vrednote svojega dela in ob enem seveda svojega socialnega položaja, ki je nizek. Torej, to je prava revolucionarna slika, res. Tako da imamo res novo vlogo zelja v tem smislu, da simbolizira ponos, če hočete, delavca na polju. Druga zadeva, ki je zelo zanimiva, je, da obenem v 19. stoletju zelje dobi še eno simbolno vlogo. In to je, da posebej v Franciji, kjer je ta verbalni kompleks še danes ohranjen, se pojavi zgodba o tem, da niso štorklje te, ki prinašajo otroke, ampak se otroci rojevajo v zelju. In je to ostalo v francoščini, recimo, da ko nekoga imate radi, otroka, soproga, ljubimca, kakorkoli že, mu boste povedali mon chou, moje zelje. Seveda je povezava med maternico, zeljem, rojevanjem in tem ljubkovalnim izrazom jasna. Ampak na drugi strani je tudi zanimivo to, da je isti mit prišel v Anglijo, ampak tam se dečki rojevajo v zelju, deklice pa v vrtnicah. Kar pojasnjuje seveda tiste potrošniške blodnje o tem, da deklice morajo samo rožnate zadeve, dečki samo modre ali pa zelene, kakorkoli že. Moram priznati, da ko je v francoski modi za otroke prišlo do sivega vala, da mi je ta bil najbolj všeč. Ker si potem res videl otroka samega. Torej, ostaja seveda še v odnosu zelja in vrtnice, ostaja še humorni aspekt, ki je bil zelo, zelo močan. In seveda možnost propagande, da ne bi pozabili tudi to zadevo. In recimo za Božič je v 19. stoletju v Ameriki bilo običajno, da dobiš zeleno vrtnico. Torej darilce, ki je sestavljeno od zelenih dolarjev. Spakiranih kot vrtnica. In pa na drugi strani ta močna propaganda je recimo med Prvo svetovno vojno, ko je Amerika stopila v vojno, to je bilo 1917. Bila prepoved uporabe kislega zelja, kar je to bilo nemško. In so ga seveda v Ameriki res pripravljali v glavnem Nemci, priseljeni Nemci. Tako da je namesto kraut se mora uporabljati drugi izraz in drugi izraz je tudi bil patriotic cabbage. Tako da, torej Trump ni prvi klovn v ameriški zgodovini, je bilo še pa še. Torej, na drugi strani pa je vrtnica postala tudi politični simbol, posebej v Evropi, določenih političnih strank. S tem je seveda precej dolga zgodovina, v kateri so nekateri druge rožice prevzele vrtnici prvo mesto in v tem je vrtnica počasi postala tudi simbol ne komunistov, ampak socialistov. Luksuzna varianta komunizma, bi rekli. Ne? In če se spomnite, recimo, italijanska socialistična partija je imela rdečo vrtnico kot simbol. Na drugi strani je vrtnica seveda postala tudi simbol različnih političnih skupin, recimo tudi fašističnih skupin, ne? V mnogih državah in obenem je bela vrtnica bila naziv tiste skupine mladih, ki so poskušali ubiti Hitlerja in ki so delali kot antinacisti sredi Nemčije. Vsi, kot veste, so bili ubiti oziroma kaznovani smrtjo. Torej,
vrtnica je res imela izjemno politično moč, ki so druge rastline poskušale prevzeti, recimo oliva, oljka, veja oljke je bila za nekatere stranke zelo pomembna. Do zdaj, moram priznati, nisem našla politične stranke, ki bi imela zelje za simbol. Ampak če recimo imamo v pameti to, da je Slovenija ena med redkimi, morda res edina država v svetu, ki proizvaja toliko zelja, koliko ga rabi, bi morda lahko v Sloveniji našli kakšno v prihodnost. Tega bi se, moram priznati, veselila. Torej, kot veste, situacija je danes takšna, da pravzaprav izgleda neverjetno, ampak je res. Rusija uvaža zelje iz Nizozemske. Nizozemska pa proizvaja zelje na tisti svoji zemlji, ki je do te mere uničena, do te mere zatrovana, do te mere izrabljena, da nekateri na Nizozemskem zelo resno predlagajo zamenjavo humusa v celoti na Nizozemskem, ker je več plastike kot humusa. In medtem so pa v tistem optimizmu v zvezi s plastiko izgradili tudi otoke iz plastike. In da niti ne govorimo o artificialni travi, ki so jo proizvajali iz plastike, ki se še zmeraj proizvaja za futbalske, nogometne igrišča in tako naprej. Torej, gremo zdaj pravzaprav na Franceta Peršina, ki je en od redkih umetnikov, ki so se res ukvarjali z zeljem. Spomnila bi samo, da je zelje v renesančnem obdobju imelo določeno popularnost tudi zaradi tega, ker ima strukturo podobno človeškim možganom. In so anatomi občasno za študente uporabljali tudi zelje, da pokažejo osnovno strukturo. Tako da recimo slavna bolonjska šola anatomije, kjer so v glavnem profesorice bile ženske, od 15. stoletja pa naprej, ima celo serijo slik in celo serijo figur iz voska, ki izjemno naturalistično prikazujejo človeka, organe in ostalo. Vredno pogledati, ampak ta muzej vsakič v Bolonji je bil zaprt, ko sem tam bila. Ne vem, če bom kdajkoli videla to. Vsekakor tisto, kar je za to uporabo strukture v slikarstvu Franceta Peršina tako pomembno, je, da je raziskoval zelje in slikal zelje z imeni slik, ki podpirajo pravzaprav pomembnost zelja tako, kot bi podpirali pomembnost božanskega pejzaža, ali ne. To je v obzori, zvečer, ob lunini svetlobi, kipenje zelja, okamenjeno zelje in tako naprej. Torej, na vse načine je to strukturo zelja obravnaval v različnih okoliščinah, različna svetloba, različna temperatura, različno gibanje, kipenje, in je zelje prikazoval, kot pravim, kot privilegirani pejzaž. Morda pravi pejzaž Slovenije, bi rekli v določenem smislu. Na zgodnjih slikah vidimo poljedelca in poljedelko, ki držita v rokah zelje. To je tisti položaj prikazovanja, tako kot ima tudi Munch, prikazovanja ploda, prikazovanja napora, prikazovanja revščine, prikazovanja ponosa. To so vse elementi tega prikazovanja zelja. In na teh zgodnejših slikah je zelje prikazano pravzaprav kot zavitek, ampak kot zavitek, v katerem morda vidimo otroka. Zavitek takšen, ko je novorojenček zavit. To so te prve podobe, ki so izjemno zanimive, ker seveda plod iz zemlje in plod človeka sta povezana. Med njimi je misterij rojstva, med njimi je kreacija, med njimi je delo, med njimi je napor, človeški napor. Torej, zelje kot otrok, kot novorojenček je nekaj, kar se pojavlja ne samo pri zelju, ampak na slikarstvu, na slikah Franceta Peršina, tudi ko gre za koruzo, tudi ko gre za druge liste, se pojavlja ta misteriozni zavitek, ki res simbolizira
po mojem globokem prepričanju, otroka. Potem pa gre na, jaz bi rekla, rokoko fazo prikazovanja zelja, ker zelje gledamo kot ne samo nekakšno plemenito vrtnico, ampak kot rastlino samo po sebi, ki varira od svile do komplicirane čipke, od valov, ki so lahko povezani z vodo, do izjemno zapletenih teh žilic, ki se pojavljajo, ki spominjajo tudi na žilice človeškega telesa. Torej, njegovo zelje pa res dobiva pomene, ki so še daleč, še več socialni in politični v smislu položaja tistih, ki se ukvarjajo s to rastlino, ki je tako komplicirana, tako zapletena, tako plemenita, bi rekli, tako uporabna, da je to, kar je on naredil, je pravzaprav nekakšen ep o zelju. In te strukture zelja, ki so med valovi, med prevoji, med temi svilenimi prehodi iz ene sence v drugo, s temi okrasi, ki jih rastlina sama izdeluje, tisti horizont, ki ga vidite, zeljni horizont, ki je pravzaprav nekakšna čipka, nekakšen spomin na planine. Vse sorte je tukaj, ki res simbolizira nekakšno življenje, ki ga poznamo prav v Sloveniji. Tako da vsi ti elementi, ki se nanašajo tudi na literaturo, na ruralne motive mnogih slovenskih prozaistov in pesnikov, ki se nanašajo na opise pokrajine, ki se nanašajo na zeleno, ki se nanašajo na vse možne odseve zelja v različnih svetlobnih situacijah, pravzaprav nam dajo vtis o tem, da je Peršin naredil celo serijo študij o zelju kot eni med najbolj zanimivimi strukturami, materialnimi strukturami, ki jih sploh poznamo. In seveda je še en aspekt, ki je izjemno zanimiv. Na Peršinovih slikah se pojavljajo na pol glavice zelja. Kaj to pomeni? Ja, presekane. Kaj to pomeni? To pomeni pravzaprav nekako uničevanje strukture vrtnice, centralne in mistične, in dokaz, da tudi take komplicirane strukture morajo imeti svoje korenine. In to je inzistiranje na koreninah. Ne na pogledu od zgoraj, kjer se vidi samo okrogla struktura, ampak ta, ki kaže korenine, ki kaže moč, ki kaže stabilnost, ki kaže tudi, če hočete, časovno dolgo življenje določene rastline in določenega načina življenja, je posebej pomembna, ker to je nekakšen, pravzaprav, to je nekakšno ločenje od vrtnice, končno ločenje od vrtnice, od romantične ideje, od mistične predstave sveta in pravzaprav poglabljanje v materializem. In ko smo enkrat z rastlino, kot je zelje, poglobljeni v materializem, smo pravzaprav v ideološkem centru obdobja, v katerem je Peršin deloval. In to je konec idealizacije vrtnice. To je res, bi rekla, nikakor ne grob, ampak nežen, subtilen povratek zelju kot simbolu življenja, pravega življenja, realnega življenja, nikakor ne idealnega, idealiziranega, romantičnega. In tisto, kar je morda še bolj zanimivo, je, da ta subtilnost, nežnost, svileni efekti, ki jih Peršin ima, kažejo tudi nekaj drugega. In to je nekakšna lahka distanca od trde ideologije. Tako da imate vse elemente neke filozofije zelja, ki jo pravzaprav nikoli prej nismo imeli. To bi pomenilo morda, da bi bila naklonjena tem, da trdim, da je Peršin največji umetnik zelja na svetu. V svetovni likovni tradiciji. Ampak res je, da ne poznam niti enega drugega, razen te izjemne ene slike Munka, umetnika, ki bi tako inzistiral na študioznosti, na detajlu, na raziskovanju pravzaprav
zelja v vsej njegovi polisemiji. Ne. Če pomislimo na Niko iz Samotrake ali pa na Pajonijevo Niko, ki je danes v muzeju v Olimpiji v Grčiji, boste videli, da pravzaprav ta draperija, ta vlažna, svilena draperija prek ženskega telesa zelo spominja na Peršinovo umetnost prikazovanja, draperij, prelivov, prebleskov, listja, ki pravzaprav ima res metafizično vrednoto. In dodala bi še mojo priljubljeno antično skulpturo, in to je pravzaprav globoki reljef na templju Nike, že spet Zmage, ki je bila na samem vhodu z desne strani Akropole, mejhan, eleganten tempelček, in na njem je Nika prikazana tako, da stoji na eni nogi in z drugo nogo poskuša popraviti svojo sandalo. Ta vlažna tkanina pade z njene rame in v tej popolni stabilnosti, nestabilnosti, a bo padla ali ne, ali bo tkanina padla z njene rame in tako naprej, vidimo en od absolutno najbolj erotičnih aranžmajev tekstila oziroma te lahke tkanine čez žensko telo. In pravzaprav, ko sem gledala Peršinove Vozelje, to je edina paralela, ki jo imam za takšen rafinman in takšno pravzaprav dinamiko teh slojev, ki nekaj skrivajo, nekaj odkrivajo. In to je tista glavna vsebina zelja. Seveda, v Peršinovih predstavah zelja že na začetku imamo tega skritega dojenčka, ne? V neki tkanini, ki je morda zeljnata tkanina. Ne? In v tem smislu je ohranjen tudi primarni erotični pomen zelja. Ampak na drugi strani ta neverjetna dekorativnost in ta razigranost slojev je nekaj, kar pravzaprav je res enkratno v likovni umetnosti. Torej, Peršinovo zelje, in to ta druga rokoko faza iz poznih 70. let, nam govori tudi nekaj o tem času. To je bilo obdobje veselega potrošništva, bi rekli. In obenem, ne vem, če se starejši spomnijo, ni šlo samo za novi tip Dolce Vita v bivši Jugoslaviji, ampak je šlo tudi za pozabljanje socialnega položaja mnogih v tedanji državi. Revščina je obstajala, delo je obstajalo, ne dovolj plačano delo je obstajalo. Ne? In mnogi so se v tedanji državi dobro zavedali te situacije in pisali socialno prozo ali pa delali tako imenovane črne filme, v katerih so poudarili socialno okolje, to, da so mnogi lačni, to, da socialna neenakost postaja vse bolj pomembna. Torej, točno v tem obdobju, sredi 70-ih, pozna 70. leta, se je oblikovala nekakšna socialna misel o socialnem položaju, ki je globoko pač pretresla to socialno idilo, ki jo je režim hotel umestiti z privilegiranjem kreditov, potrošništva, italijanski čevlji po usodi in ostalo. Čeprav smo še zmeraj šli po farmerki v Trst. Torej, vsi ti elementi socialne nestabilnosti in podcenjenega dela kot takšnega, podcenjenega napora in obstaja revščine, realnega obstaja revščine, v tem kontekstu jaz mislim, da najboljše razumemo te Peršinove slike, ki na prvi pogled izgledajo kot neverjetna formalno igračkanje z izjemno tehniko, z izjemno veščino monohromije, torej v glavnem zelena in siva barva. In v tem, bi rekli, kontekstu hladnih barv, pač Peršin uspe pridobiti toploto, ki jo za te barve ne moremo zamisliti. Kar gre za mehkoto, gre za taktilni efekt toplega, ko gledamo te slike,
gre za iluzijo o tem, da je vse mehko in prijetno in obenem nas pač inspirira na premišljevanje o družbi, o situaciji proizvajalcev, o situaciji tistih, ki živijo na takšnem terenu in vse drugo, kar pač zbudi socialno premišljevanje in, če hočete, nekakšen uporniški duh. Tako da vse to je upisano v zelje, v formalno enostavno in spomeni, bi rekli, ne posebej bogato področje. In pravzaprav, ko poznamo zgodovino zelja in ko poznamo Peršinove slike z zeljem, se nam šele odpira vsa možna polisemija tega proizvajanja, te hrane, tega dotika, teh možnosti interpretacije družbe, oziroma da ima še potencial, ki ga prav tukaj v Sloveniji lahko izkoristimo še naprej.